delati tako, kot je treba na delavnice delati. Delavnice je tega, da se praktično kaj naredi, da se pokaže, koliko delate in da vidite, a ste uspešni ali niste. Čisto na začetku me pa zanima, koliko je pa čisto novih? Kar je polja, dobro. A veste, zato sprašujem, ker te, ko ste starejši slušatelji, so te dolgo časa. Ampak te, ko so pa novi, je pa pravilno, da slišijo. Za vas pa tudi ni nič narobe, če malo ponovimo. Ne? Govoril bom, kako pridem v ta trenutek, kako pridem v zdaj, da nisem v preteklosti in da nisem v prihodnosti. Ker misli nas vedno vodijo v preteklost, pa v prihodnost. Občutek, kar se res dogaja, je pa samo zdaj. Vedno je zdaj, vedno smo tukaj. Ne glede, kam nas pelje misel. Mi lahko zdaj mislimo, da smo v Parizu, lahko se čisto uživimo, da smo tam, lahko premišljujemo, kako lepo zgledal v Louvru, ampak mi smo tukaj. Ko se pa zavemo, smo tukaj. Nismo v Parizu. Ko kuhamo recimo večerjo in premišljujemo, kaj se je nekaj lepega, smo prisotni z mislijo tam. Nismo pa pri kuhanju. Zato možgani nas vedno odpeljejo. Vedno nas hočejo ali na lepo spraviti, ali pa na težko zadevo. Največkrat na težko. Tako da imamo težke misli, skrbi, kaj bo, kako je hudo, kakšne bolečine prestajam, kaj bo še, grozno. Seveda bo grozno. Poslušajte, tako kot vedno govorim, čim smo se rodili, bomo tudi odšli. To je 1, 2, pa smo skozi. Vmes pa, ali premišljujemo, pa skačemo, pa nismo v sebi, ali pa nekaj naredimo s tem, ko pridemo v svoje telo. V svoje telo pridemo pa samo preko vdiha, pa preko seksa. To sta 2 možnosti, da smo lahko v telesu. Takrat se tega zavemo. Pri dihu za starejše vem, da boste kar okoli padli, kako rekel. Dihanje je osnova življenja. Z vdihom se začne, z vdihom se neha. Te 2 darova dobimo v zibelko. Življenje in vdih. Na življenje smo včasih kar ponosili. Kaj sem dosegel, to sem dosegel, to sem naredil, to, hišo, pa ženo, pa to, pa otroke imam, pa družino imam, pa kar ponosen sem. Kaj sem pa res zase naredil? Je pa vprašanje. To so vsi naši predniki delali. Vsi so skrbeli za svoje otroke. Ko je šel razvoj naprej, zdaj smo tako, kot smo. Z vsemi kvalitetami preteklosti, ki smo prišli v ta trenutek, ko lahko se
zavemo svoje pomembnosti, svojega poslanstva, zakaj smo prišli sem. Ta poslanstvo je za vsakega od nas zelo pomembna zadeva. Namreč, ko se zavemo svoje energije, svojega življenja, da smo prisotni, takrat pravzaprav doživimo, da ni slučajnosti. Ko smo v trenutku, smo v večnosti. Trenutek. Skozi trenutek. In če smo v trenutku, začutimo življenje, začutimo bit, ki je na zemlji. To je življenje na zemlji. Ni samo, ko se sebe zavemo, se zavemo tudi okoljce, se zavemo tudi drugih ljudi. In ko v sebi najdemo to energijo, ta zdaj, takrat začutimo pravo ljubezen. Čisto ljubezen, ki je prisotna v našem življenju. Ko pa enkrat gremo iz tega, takrat pa enostavno neha biti ta prisotna. Čim smo v mislih, že plujemo. In Ikar tole zelo lepo poda, kako pridemo v ta trenutek. Isto govori Ošo. Kako pridemo z meditacijo v ta trenutek. Isto govori Isto govorijo vsi glavni jogi. Govorijo, kako nič kar lepo se vsega. Veste, trenutek je tisti, ki nas osvešča. Ko smo v trenutku, smo v miru, smo v ljubezni. Ko pa prihajamo do tega, a smo v trenutku, ali nismo v trenutku, to je pa dolga pot. Za marsikoga zelo naporna, ker ego se zelo pre. Z mislimi se upremo. Kaj pa je meni treba tega? Kaj bom pa jaz zdaj sedel tukaj, pa dihal, pa čutil, ali pa bom ukazoval misli, zakaj? Kaj pa meni to treba? Zdaj pa spet isto parola povedal. V vojski smo imeli polkovnika in je rekel, što više znoja v miru, to manj kapi krvi v raku. To se pravi, čim več znoja v miru, manj kapec krvi v vojni. Če smo mi pripravljeni na situacijo, če smo mi pripravljeni, da bo na težave, če vemo, če smo v sebi, smo lahko v vrtincu viharja, ampak v nas je mir. Ker smo v zdaj. Če pa nismo v zdaj, nas pa zagra panika. Ja, zakaj pa panika? Panika za življenje. To je osnoven strah. Življenje je tista zadeva. Življenje je tista zadeva, ko nas sili, da se je treba varovati, da nas ne bo. Veste, enkrat nas odnese. Na kakšen način? A smo takrat zavestni, a se zavedamo tega, ali nas je toliko strah, da samo temajo. Ker v
nas je v vseh je duh, mi smo duhovna bitja. Ampak pride do tega, da smo duhovna bitja. Pridemo samo skozi ljudi, samo skozi izkustvo. Lahko mi verjamemo, ampak vera vam ne da tega. Vi ste še vedno nevedni, čim ste verni. Ker ne morete verjeti nekaj, v kar niste sigurni. Sebi, ko začutite verni, začutite verni, vi ste na tem področju izkusen in veden. Vedenje, da je to tisto, za kar pravzaprav želimo. In ko to dojamemo, da imamo to energijo in da smo jo zavestili, rečemo, da kot je Bog. Bog je vseh nas, ni povsod drugod je, ampak ne iščite ga povsod drugod. Mi smo misleča bitja, in bi vse mogoče v sebi prešibali, samo da se ne bi sebe lotili. Sebe se treba lotiti, na sebi narediti in na sebi izkusiti. To je umer vedenja. To treba vedeti. Vedeti smo večji. Je energija večja. To se ne zgodi. Skozi deluje. Zato pa, če se bomo zavedali, to pač tako premine, kao avto premine, ampak jaz sem še zdaj tukaj, sem že ne tri avtomobile zamenjal. Ko smo tudi kolesa zamenjali. Samo, nimamo pa tega spomina, ker nismo v preteklosti prišli do tega, da bi se zavedali te energije. Da smo tako umrli, da smo se spet rodili. Da smo umrli, da smo se spet rodili. Če bi za dosti visok se zavedali energije, se nam ne bi bilo treba. Se bi spominjali prejšnje življenje. Reinkarnacije, čisto normalno. Enkrat si v Himalaji, enkrat si zamočak, enkrat si invalid, enkrat si kralj, enkrat si brač. Vse oblike igramo. Vse so na odru. In če gledamo mi oder z igralci, mi se vživimo v njega. Recimo v igralca, ki je izredno dober, ampak nočemo ga mi predstavljati. Tudi na pamet nam napade. Igralec je tukaj. Mi ga samo opazujemo. Tako moramo mi opazovati. Skozi je teater. Iz trenutka v trenutek skozi je tukaj in zdaj prisotno. Spomnite se, kako ste dan začeli. A ste ga igrali, ali ga niste? A ste bili prisotni? Ali ste bili nezavedni? Zelo težko. Zelo težko. A veste, pa jaz mislim, nič boš. Jaz kar enkrat pišem noge, enkrat pišem ključe, enkrat učala, imam dvoje, kam se že dal. Če bi bil prisotni, ne bi nič odlagal nekaj, kar se ne zaveda. To nezavedno je zaradi tega, ker smo več ali manj lekcije zdaj prešpricali. Enostavno, žili smo ljudje, ko smo bili otroci, in če gremo naprej, ko smo bili mladoletni in ko smo bili razvili, vedno smo hlepeli po nečemu, po cilju. Kako bomo pa do tja prišli, je bilo pa
samo da bi to uresničil. Če gremo na Triglav, vedno se začne s prvim korakom. S prvim korakom začnemo na Triglav hoditi. Zdaj, koliko korakov je vmes do vrha? To je pot. Mi smo skozi tako. Skozi delamo korak. Vedno, ali pa samo strelimo, kako bomo že gor prišli. Ja, kako? Tako da bomo s koraki in s plezanjem prišli do vrha. In vsak korak, vsak gib, ki ga naredimo od začetka pa do vrha, je dobro, da se vrli. Zato sem tudi zadnjič dal to knjigo, je Andrejka dala, darovala proces prisotnosti. A je kdo od vas že to roko vzel pa kaj čital? A lahko dvignete roke? No, vidite vas je. Poslušajte, ta knjiga ne gre za to, da pridete samo v ta trenutek, ampak vas poveže z otrokom v sebi. Tisto, kar smo spustili, tisto, kar smo zatajali, kar smo staršev Boga in je otrok postal brez tizga želečega pojma, da bi tisto stran dosegli. Zakaj? Zato, da smo ugajali starše. Starše so bili isto. Oni so pa v Boga svoje starše. In da se tega zavedamo, je pa treba povezati. To bom dal proces prisotnosti od Michael Brown. To vam priporočam, da prevedete in tisti, ko ste zadost vse močni, ako mislite, da boste lahko zmogli 10 let prevedeti, pričnite treniti. Časa ni veliko. Časa ni veliko. Čas je pravzaprav odmerjen. Ne samo do vsakega posameznika, ampak veste, da smo v 12. letu. Uri so se mogoče. Ampak, če bomo v to, če bomo v zdaj, se bomo naučiti. Ker vse, kar prihaja zaradi nas. Prihaja zaradi tega, da bomo dosegli višjo zavest. Vse krize prihajajo. Takrat se pravzaprav lahko posameznik preludi ali pa se narod zave svoje identitete. Samo skozi krize, da vam ne bom vam rekel, da so naši še vodje, kaj ste toliko vidoviti, jasno vidim, da nam te krize pripravljajo za to, da bi rasli bolj visoko zavedajoči. Ampak v stvari je tako. Oni gledajo pač, jaz mislim, da bolj vsaki svojega strahu si želi biti na višjem položaju. Vsak si želi imeti več. Zaradi česa? Zaradi sigurnosti. Če sem tako rekel. Koliko pa boste vzeli seboj, ko boste odšli? Nič. Niti šivanje. Vse boste pustili in boste odšli. Kaj boste pa imeli?
se ga toliko ljubili več, kot ste v prejšnjem življenju, ste že to preprofitirali, če smo večni. Zdaj je tak trenutek, da bodite pozorni. Bodite pozorni na sebe, kaj se dogaja, kako čutite. Glejte okolico, kako reagira. Ko bojo krize, veste, zdaj je bil blagostan. Ste šli iz blagostanja v krizo. To je grozno. Nam je bilo lažje, ker smo šli iz krize v blagostanje. Da smo vsak let je bilo manj boljše. Ne veliko, pa malo je pa bilo. Mi smo, prima, ne, pa bomo še to, pa kaj se. Skozi smo videli, ne, ta nedelja, pa nima zdaj tega. Ampak, če vas bojo vprašali, ni tukaj. Svoboda je tukaj. Ljubezen je tukaj. Nište v ljubimo ljubezni. Dokler jo jaz nimam, jo ne morem dajati. Komor ne morem našteti. Rad pa bil druga, ne? To je spet sebičnost. Jaz sem partner zato, da imam rad, ker poseduje, ker išče neko korist, pričakujem od njega ljubezen. Ja pa kako jo bo dal? Če ne more. Ne more dati. Lahko izmenjujemo. Ampak to ni ljubezen, to je trgovina. Več od manj. Ja, tako je. Ko te pa to začuti. Tu če vam si naredil na ljubezen. Gleda, malo drugače, da ni še vse. A bo tudi on začel drugače. Okolica začne drugače reagirati. Vi enkrat, to čuti, da tudi v takem trenutku del, ko je partner ali pa otrok v krizi, isto ljubezen kot takrat, ki se vi najbolj. To je pa parti. Ampak ne bo predvsem ljubo. Časoma, če bomo to držati, če pa ne bote, pa pač pa vojna, ne? Je pa pride zopet, kdo bo močnejši, kdo bo pametnejši. To je pa, to pa ni. To pa ni ta ljubezen, v kateri težko ne govori. Ljubezen je samo energija. Energija, ki jo lahko dobimo samo v srcu. Ni drugega veljanja. To, da smo živi, to, da smo živi, da dihamo, to je neskončna ljubezen. V nas je taka ljubezen, da mi živimo. Ta energija nam daje to. Tam treba se tega zavedati. Pridete treba do tega. Vsak trenutek je pomemben. Ne samo, bo pa to jutri. Ta trenutek. To, da smo se zbrali, to, da me poslušate, ni slučajno. Slučajno ni. To, da vi to slišite, da se to pomeni. Ti pa še nekaj naredite. Največ. Najprej se morate imeti sebe radi. Za sebe nekaj narediti. In da vi začutite potrebo, da boste v miru,
da boste v ljubezni, da boste srečni. Pa bom ne bo pustil. Sploh bi imaš časa, pa vidiš, da moraš kaj za gumino, pa kavo skuhati, pa ne vem kaj. Vse strašno nujno. Odložite, vsete se, pa bodite v sebi. Bodite v sebi, tisti, ko ste na začetku. Stavim službu, ne vidite, nič manj. Si vzeti, pa to naredi. Na začetku. Ko boste pa že to zmeškali, boste pa lahko na 10 minut. Boste 10 minut, tako dolgo zadeva. Vidite, ko sem prišel, pa se to ne hoče. Kako so 5 minut, a ne? Ja, vzame nič, ko sem hodil tam je parkiral pa, a ne? Naprej sem prišel pa do 5 minut čez. Ampak, ko pa sedite, je pa 2 minute lahko zmobili. Če boste se tele knjige lotili, kako boste pa skozi v trenutku, kako boste skozi v prisotnosti. To je pa 10-tedenski trening in vam povete, kar naporna zadeva. To je 2-krat po 15 minut. 5 zjutraj, 15 večer. In vmes med enim in drugim se pa to dogaja. To vam ne smem priporočiti, ampak če boste začeli trenirati, vam bom dal jaz mojo številko, pa me poklične, če boste kakšne težave. Ker pri treningu niso samo leposti. To je tudi grke. Kakšni? Take pa smo jih podpisnili. Tisto smo delali rekapitulacijo. Vse tiste zamene, ko smo jih naredili, a ne, on me je užalil, tam je užalil, to joj, da vidite moj, joj, dalje soce. Vse smo racionalno že navedli, če ste vi sledili. Tukaj pridejo pa take zamere, ko pravzaprav niti ne vemo, da jih imamo. Te zamere so zelo močne. Te zamere silijo ven. In te nam kažejo pravzaprav naše obnašanje, ko padamo ven. Vedno imamo en vzorček obnašanja, pa ne vemo zakaj. To je ta energija v nas, ko je potlačena. Jo, izmeri zbolim za isto boleznijo. Zakaj? Zato, ker se nisi lotil vzroka. Te boš dobil tabletke, pa te bo nekaj zdravil, pa te bom jaz terapiral. Ampak to ni to. To smo samo posledica vzroka. Vzrok je v nas. In če ne pridemo do tega vzroka, smo kiksnili. Ne, nismo kiksnili, ne, pač pride spet. Po drugi strani, ne, pa zbruhne na drug način. Ampak spet pride to. Spet je to isto, ampak to je naš problem iz oproštva. To so zamere iz oproštva. Na prvi strani sinu sem daroval tole knjigo, ne glejte, da je pozabil, kako me je pa vzeti. Da se pravi, da je malo zelo simpatijo doštekal, da ne nasmejo. Veste, lahko je eno stvar reči, lahko je eno stvar prebrati. Drugo stvar je pa to začeti delati. Ne samo, da začneš, ampak da vztrajaš v tem. In ko enkrat začneš delati, ko vztrajaš, pride probe na van. In po eno letu, ali pa še prej, boste začutili, kako ste drugačni. Kako ste bolj sedeči. Če ste videli Oleka,
ta pa odgovarja, pa skače tle. Zakaj mislite si tak? Zakaj pa drug 90-letnik ne pride pa ne skače, tako pa vam ne govori? Nima nobenih takih problemov. Ima probleme tako kot vsak drug. Ampak on si ne bremeni s tem problemom. On si ne daje videti na hrbet. On te probleme živi. Gleda, tako kot je najboljše. Ko to vemo, da je to, kakor je najbolj zame, če me je avto povozil, ker je ga nekaj pozoril. To je nekaj sem ga posral. Pa ne mogoče samo v prometu. Tudi tako, drugače. To je bila ena huda opozorila. Drugače to ne bi dojel. Ta prasac ne povozil. Ne povozil. Ampak vzrok, to je bila posledica. Posledica, ker si ga nekaj dal. On je avto povozil, ali sem se spotaknil, pa sem padel, pa sem si nogo zlomil, ali pa se samo zbil. Ali pa sem ogromno lomil, to je tudi dobra stvar. Če ne moš celo noč spati, pa ojoj, tako je to. Vsaka stvar ima vzrok in posledico. Vi ne iščete, vi ne ukvarjate se s posledico. Poiščite vzrok. Vzrok. Zakaj se nekaj to zgodi? Zakaj se pa raven meni? Zakaj se pa ni kakšnemu drugemu? Ta prisotnost, to skozi. Tega se zavedati. Oleg pa nekaj spodgov, rekli ste čist novi, ne, ampak njega so ustaši ob zid postavili, in je bil na temo pri 17 letih do Stalina. Veste kako? V 17 letih se je kar težko posloviti v življenju. Ker je življenje pravzaprav komi začne, in da te postavijo ob zid, pa da te bojo streljali. Te občutki, enkrat si predstavljate, kako to zgleda. Se gledamo film, ja, krasna stvar, ja, se so ga postavili, pa so ga počeli. Ampak predstavljaj se, da si ti tam. Kako boš pa zdaj to? A se boš uprl, ali boš, kaj boš pa naredil? Ponavadi je strah tako močen, da se pokakala, poljubila, vse in samo toliko hud stresih. In te, ki so šli skozi take težave, pa lahko skačete, in to vse igra. Če vstaneš takrat, pejte noter, pejte. Kar usete se. On je vstal živ, pa ne enkrat. Večkrat je vstal živ. V situacijah, ko so kazali, da ne bo. In enkrat to daš. Ali pa mrezen. Težko želiti. Huda preizkuša. Vesterne operacije, pa bo, pa ne bo. In takrat je strah. Je strah. Ampak če ti veš, da si skozi. To ti lahko pomaga, ali pa tudi, če ti ne bo pomagal. Ampak da bojo vse naredili, da bi te obdržali pri življenju. Ne bo toliko hudo, če veš, da si večen. Če se usedeš na avion,
Mislite, da je to sigurno? Ja, krasna stvar, ne? Če dol napade. Nekako še pride, ne? Če pride dol, ne? Če lepo pristane v redu. Če pa ne, ne? Je pa večkrat, je pa malo nerodno. In ko se odločimo, da gremo v avion, to se prav, smo se odločili, da razgledamo življenje. Zakaj ga pa razgledamo? Za določen namen. Nekaj hočemo videti, nekaj hočemo videti. In se usedemo pa gremo, to je krasna stvar. Ne? Ampak, ko pa začne ta avion dol leteti, filme ste vse gledali, ko ne gre zlali. Takrat je pa panika. In redek je, da med njimi mir. Ampak ste vsi vedeli že prej naprej, ste sedeli v avion, da lahko dal tali. Ampak ne. Se mogoče pa ne bo. Absolutno. Zato je pa treba primerjati zdaj. Ko ste v zdaju, ste pripravljena na to. Sej, avion dol pade, ali na operaciji gremo, ali pa, če se spodaknete, pa padete na glavo, vsak trenutek je pomemben. To, jaz mislim, da se vam malo preveč govoril, da se že malo navliča. Če ima kdo kakšno vprašanje, to se nekaj vprašanje. Da uporablja dveh pojmov, narod in nacija. Po moji presoji na tem planetu ni narodov, niti nacija, ampak so samo ljudje. Zakaj da tako pogosto uporabljamo te dva pojma? Ja, to je. Če se to držimo in smo prepričani, da to je v praksi. Poslušajte, kot je družina, tako je tudi narod ali pa nacija. Kakorkoli ga nazivamo, ampak jaz bi bolje tudi narod. Dokler se ne zavedamo svoje družine. Dokler pa ne skrbimo za nje, toliko časa, da ne vse. Pri narodu pa tudi. Dokler se ne zavedamo, da nas kaj kdo lahko povira, pa nam vzame jezik, pa nam vzame kaj drugačne pravice, se nam moče tudi dosti poslušati. Toliko časa nismo nekaj naredili. Ko pa enkrat se zavemo, da bi rad po svoje govore, koliko znamo, kot se lahko sporazumemo, takrat pa dobiš ti občutek, da je to narodno pripadnost. Potem, da jo naprej lahko, na raso, ni na raso. Več ali manj smo skozi ponosni na to, da smo belci. Pa če priznamo, da če ne. 90%, 99% smo rasisti. Priznamo ali pa ne priznamo. Kaj bi dal svojo hčerko za borco? Vse bi naredil, da bi jo prepričal, da ne. Da to ni dobro, da bojo otroci tako in drugačni. Veste kako? Dokler nisi v problemu, seveda so vremeni, vse smo enaki. Vraga smo enaki. Kje smo enaki? Ti zamočen. Isto je možno. Imate vi. Temu, koliko imamo zavedanja, ne pa smo. Tukaj smo enaki. Pijo
zavedanje. Kaj pa ja? Pa ne glede, ali je to iz Himalaje, ali je to Japonček, ali je to Kitajček. Tega upoštevati. Zakaj? Zato, da nam je šel pogledati, da iz sebe lahko naredimo nekaj tudi v tem življenju. Zakaj ima Ošo toliko slušateljev? Zakaj ima Maharaji milijone, da ga poslušajo? Zato, ker razlaga, kako prideš do sebe. Kako prideš do tega, da se imaš rad. Dajte enkrat zjutraj, ko se zbudite, pretegnite se, da se pobožite svoje noge, pa roke, pa jih začutite. Te noge vas nosijo skozi hod. Pa si, padne že kolenili, ampak, a se ga bomo popravil, ne? Noge je ravno potreba, negovec, poštvrti, pobožiti, tako kot roke, tako kot trebuh. Racionalno biti telesno in duhovno. Duhovno je to, kar se ne more. Odprejte se, začnite delati. Jaz zase zjutraj nekaj privadim, modificiram, tegnem še na rokavce. Če pa jaz začnem takoj s kavo, pa ne telovadil, pa ne meditiral, ni časa. Me že telefon kliče, ja, bom pa šel, ja, seveda, ne, nekaj povem. Če ste vi tukaj in sedaj, zakaj ne? Jaz prvo kavico spem in na to telovati in meditiram. Zdaj pa potem. Prav, jaz imam najzadnjišen program, ampak jaz sem spil kavico, me že odnesel. To meditacija. Ja, prima. Veste, važen je, da dobite en svoj ritem. Da postavite en svoj red. In se potem tega probate držati, da lahko greste skozi svojo meditacijo. Da imate ta red. Da drugač vas začne, bom pa jutr, konc. Danes nimam časa, bom jutr. Ta jutr je takoj 2 meseca. Sem že zamudil. In ko zopet začnem, ne bo to stelovadba, kot z meditacijo. Začnem skoraj spet na začetku. Nimam kondicije, nimam moči, nimam volje, nimam več spomina na tiste izkušnje. Je vsak dan vsaj manj. Vsak manj. Vsak dan zadreguje. Vsak dan je za vas pomembna zadeva. Jutri boste ali pa ne boste. Veste, ko ni jo več. Ja, kako pa? Na glavo so bile štabile. Nije pač. Zdaj bo energi, ne? In čaka zopet vas na to, da se bo telesel. Če ni dozoril v višjo raven. A imate to še kakšno vprašanje, če naredimo na meditacijo? Ja, prosim. Omenili ste proces prisotnosti no, in vmes teh 10 vaj in da se lahko tudi zgodijo težke situacije, če se nas
prav razumela, kakšne travme pridejo ven. Moje vprašanje je, potem to varno sam početi. Vi ste z vsemi temi dobrimi in slabimi lastnostmi, to še vedno vi. Zdaj, ali jih mi zatiramo, pa kontroliramo, ali kaj jih uspejemo. In če jih uspejemo, lahko povežete tega otroka, ko smo ga zatirali, z osebno šlepijo. In ratamo celovičko. Bolj celoviti benefi. Bolj celoviti. Nič ni narobe, če odkrijemo vse, da smo tudi slabi. Nobenega krivdi samo to. Vsi imamo šajne. Ne vsi bi rad svetniki, ampak veste kako, da pa kaj jemo, ne? Smo pa že tukaj, če jemo zrezek, je prav lepo stvar. Tista zrezek je bila ena živalca, ki je tako in drugače, mila, lepa, verjetno privezana, vse prosim. Čim, mi gremo v to, idemo drugega. Veste, tako imamo tudi mi gospodarje. In da imamo strah, ko je strah, takrat imamo nizko energijo in te gospodarje so vzeli. Čakajo se malo. Zato so malo. Zato so krivi. Zato so vse te prilike, ki nam delajo. Da nas je strah, in ko nas je strah, nas odpredujejo. Predvuje nas pa samo zato, sem ne veril. Kukor mi druge živalce imamo, oni naše energije. Mi smo najboljši. Če pa ne živalco, pa rastljico, se soladke tudi dobro, ne? Tudi živa. Zato pa katerkoli boste vedeli, bodite predničko. Dajte roke takole, probajte, kako bo, kakor dajte takole roke, pa zategajte dlani. Takole malo naredite in boste začutili upor. Čutite? No, to je ta energija. Ko ste začeli jesti, dajte takole roke in jo držite in boste videli in si želite, da bo ta hrana vam zelo tekenila in da ste jo veseli, da se žrtvuje za vas. To je na vaš napridu, ampak s tem, ko ste to naredili, mi daste energijo. To je energija, ki se izstre. In ta energija vam da ne samo za hrano, lahko tudi za vodo. Ko ste želeli, naredite to. Ne, so te začutili. Anko vam bo začela dlan igrati. To je napisano. Recimo, vse v baberi približno, a ne, prej so molili. Verjetno še kdo vrš. Predno so začeli, so molili. Ja, dobro, to so se sprostili. Daj so pomen temu, ki so jih. Ko pa tole naredite, boste pričutili. In ta gre v hrano. In takrat
daješ kot na oltar. Naša telesa so svetišča za bivanje duha. Prej sem govoril, da začuti energijo srca, je duh, energija, življenje, to smo mi. Samo moraš, da se osvesti, morate to začutiti. Ko te to začuti, takrat se ta energija vzavesti. Ta energija rata zategna. Ne, drugač pa kaj inteliček, ne? Poleg bi rekel, bo tudi greš. Ne? In če nekaj naredimo, če nekaj zavestimo, zakaj se pa ne bi dobro počutili? Zakaj pa ne bi vedeli, da smo prišli sem zato, da bomo napredovali? Mi smo prišli to izkušnjo, za svoje izkustvo, zato smo se rodili tukaj. In ni slučaj, da smo se rodili. Mi smo starše izbrali, starši niso nič krivi. Mi smo izbrali starše. Mi smo točno vedeli, kakšen scenarij je. To je treba. Ta trenutek je treba sprejeti, kako je najboljše. Najboljše. Mora biti boljšega za nas. To, če trpimo, skozi trpljenje tudi, dobimo največji obseg vedenja. Poslej je bil štedo. In zakaj bi se pa spet nakvarjali, tako da je malo znoro. To mu je pa to treba. Tako pa enkrat pride. Do vsakega pride enkrat konc. Do vsakega pride enkrat kriga. In takrat, ko pride kriga, z dobra, tako izstavi. Malo viš, kot ni strah. In če obladeš strah, si veliko ne. Si veliko ne. Ja, da me pa strah za ume. Pusti ga, bude da si duša. Vas ne bo strah za drugega. Ti si tukaj, ti si zaradi sebe prišel, pa magače imaš 10 otrok. In nisi prišel zaradi svojih otrok. Otrok so te izdali. Otrok so prišli. Naredi svojo karmo, svojo videnje. Dobili bojo svoj uvid, koliko ga morate videti. Mi smo prišli zaradi sebe. Mi smo se vsi rodili zaradi sebe. Sam si se rodil, sam odhajaš. Ne glede, že si to otrok. Zaradi sebe. Otroke imaš zaradi sebe. Zaradi tega, da si dobil izkustva, da ti nazaj da nepovratno informacijo. Zato, da si zopet pametnejši. Od otrok se ne več nauči. Šele takrat zastopimo svoje starše. Se začnemo od otrok učiti. Tako, zdaj pa res. Usedimo se, pa bomo šli na dihanje. No, veste kaj, telefone pa drugi tudi pogasimo. Dobro, da volite še, da se spomnimo. Sprostili bomo telo. Najprej bomo sprostili noge,
sprostimo tako, da nožne mišice zategnemo in sprostimo. Trebušne mišice zategnemo in sprostimo. Roke zategnemo in sprostimo. Prsni koš zategnemo in sprostimo. Vrat zategnemo in sprostimo. Obrazne mišice zategnemo in sprostimo. Zapremo oči in opazujemo vdih in izdih. Vdihnem in opazujem, kako gre zrak v mene, kako gre po sapniku do pljuča, kako čutim na pljučih, kako priteku prepone in kako se obrne. Vdih in izdih. Diham popolnoma normalno. Ne kritizujem, samo opazujem, kakšne občutke imam. Kaj čutim, ko dihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Počasi odpremo oči. Ko se malo pomaknete. Ali kdo, ko ni čutil vdiha, ko ni mogel zaznati zraka, ko gre noter. Nič vas ni ne bo sram. Kar dvigate roko, če niste čutili, se vsi čutili. Poslušajte, tole delate začetniki vsaj 2 minuti. Da boste presegli opazovalca. Če z opazovalcem opazujete vdih, izdih, kaj čutim, kaj čutim. In pogrešite na čutenje, prenehajte dišenje. To je glavne, da prenehajte dišenje. Zdaj bomo šli naprej, bomo opazovali misli. To, ko ste začetniki, da je najtežje. Ampak poskuste. Misel pride v obliki oblačka ali pa sluša. Da slišite, da vam eden nekaj ukazuje, nekaj vam govori. To je misel. Ali pa pride v obliki ideje. Bodite pozorni, ko misel pride, da opazujte nič. Samo opazujte. In ta misel ne bo držala vašega žačenja, ko boste to opazovali. Misel bo odšla. In bo kakšna druga. Zopet se ne opazujete. Pride tretja, zopet se ne opazujete. In tako boste počasni vse odpravili. In nazadnje pridemo do tega,
da smo brez misli. No, zdaj ne bomo šli pod misli. Zopet sprostimo noge, sprostimo trebušne mišice, sprostimo prsni koš, sprostimo roke, sprostimo vratne mišice, sprostimo obratne mišice, zapremo oči in poskusimo opazovati misli. Koliko vas je lahko opazovali misli? Višji, da bi imel. Ja, v redu. Vse sledno. Ko ste prišli do tega, da lahko opazujete svojo tudi verjetno absolvirana misel, to se pravi, da smo že prišli do tega, da smo brez misli. Pa veste, s tem, ko opazujemo misel, smo naredili kvaliteti. Kdo pa je lahko od novih opazoval misel? To ne vem. Je kdo? Ja, ima. Poslušajte, najprej skozi dih izvuhte opazovalca. Ta opazovalec bo lahko opazoval tudi misel. In ko ste vi sposobni, da opazujete misel, takrat ste prišli do ene kvalitete. Do te, da rečete, kdo pa je ta, ko lahko misel opazuje. Misel sem bil jaz. Misel je naše orodje. Misel nismo mi. Zato lahko to opazuje. In ko pridemo do tega, to je kvalitetni skok, kvalitetni preskok. Vi takrat točno veste, da te misli, ko so, niso moje. Sem sprejemnik. Pa mislim, da je to moje, pa se tam tepem pa za to idejo, pa za to misel, ki je moje. Drugo sem ne. Jedno, drugo sem je, zdaj me pa vpletujem, jaz se pa tepem vseeno. To je to. Zato misel nas ne sme obdarovati. Ego je pravilni. On nas pravzaprav vod skozi življenje, da dobimo hrano, pa kaj s tem, da se preživljamo, ampak ne smemo biti od mnogo odvisni. Naš jaz je močnejši. In ga morate videti. Prostor, da zadiha. Prostor, da zadiha, mu daste pa takrat, kadar ustavi misel. Drugače misel skozi prisotno. On nekaj diktira, kaj more narediti. Pa vi to ustavite. Pa vi gospodar. Ne misel. Se bomo njima sprostili, da bomo ustali, da bomo en drugega malo pohrnili, Evo, gore. Gore, naopad. Kolja, kaj, en drugega, kaj pes, šlomo. Kaj priključite, pa do dol, pa nazaj gor, kar po ramah tudi, pa po ramah, kar močno, to. Dobar je, zdaj pa obrnimo.
se pa usete se nazaj in začnemo znova. Vsaj 5-krat, boljše 10-krat. Do podna. To se pravi do pričetka uhla. Ne gre? Poskusite. To je dobra vaja. Zakaj prekrižane roke? Zato, da pridete s palčki kole. Mišičke. Ja, mišičke, kaj lahko premasirate. Noter gremo pa na obrvi. Pa tudi leva stran mora zamenjati desno. Pa mazinčke. To pa samo 5 sekund, ni tega več. Takole, da se posebno. In bomo odprili, da se spomnite. Pojte tako na glas, da slišite samo sebe. S tem, ko boste peli boste odpirali to čakro in zgornjo. In srčno. To je vibracija. To je vibracija za doseganje raznih ciljev. Ko si jih v življenju postavljate, boste lažje dosegali. Ne bo treba toliko enih naporov, misli in dejanj. No, gremo. Jaz bom začel, ampak ne mene poslušati. Vsak ne poje zase, komu zmanjka glasu, ne začne znova.
Ste slišali sebe? Ja. Ste čutili, kako vibrira tudi od ostalih? Ja. No, to je skupina, ki ima moč, dosti močnejšo, kot če doma treniramo. Doma, jaz sem vam rekel, da dišete, pa da to delate, ampak zelo pomemben je tudi ta zvok. Zvok je pravzaprav odmev svetlobe. Svetloba je v stvarstvu ena najmočnejših energij. Tako kot ljudje, to je tudi zvok. In mi smo tudi zvočna bitja. In zato imamo glasbenike, zato imamo vse mogoče energije. Ampak pojdite v gost, ko ste v sebi, boste slišali ptice, kako pojejo. Ste že poslušali? Res, da ste samo ptice poslušali. To je taka melodija, ko jo nas prav noben v srcu. Poskuste in narava, ki je okrog nas, je zdaj prizadela. Ampak to smo mi prizadeli. S tem, ko je poslušano, s tem, ko smo v sebi, in to začnemo vračati. Te vibracije začnemo vračati. In narava hoče, da nas dvigne na višji nivo. Zemlja, mi smo zemljini sinovi. Zemlje in neba. Ampak mati je zemlja. Mi moramo skrbeti za njo. Če malo zastrupljamo, ne, to bo malo več hranjenje, pa da ne bo škodljivo. Pušte, mi moramo paziti na zemljo, na vodo, na zrak. Ne samo, da smeti zbiramo. To je spet naš hektar, ne. To vidimo ni treba prebirati. V redu, da se sortira. Ampak treba je paziti na vodo. Treba je paziti na zrak. In treba je paziti na zemljo. To so naše ideje življenja. Če na to ne bomo pazili, ne, bomo pa še enkrat bolj škripali. Se bo, tako kot sem predvršal. Ampak bodite pozorni na naravo. Narava je tako lepa. Še ima. Probajte jo doživljati. Ko boste to doživljali, boste tudi v sebi začutili vzgled. In vam ne bo težko to trenirati, kar smo naredili. To je del življenja na sebi. Narava vsa diha. Najprej pa začnimo pri sebi. Treba na pa tudi naravo drugače. Jaz bi bil za to, da se primemo malo za roke in da gremo okrog. Ne bomo dali stole na stran. Bomo dali stole na stran, bomo dali. Dobro voljo. In bomo peli 10krat. Pojte tako, da na začetku na glas,
Potem pa, ko je pa samo skozi ustnice, skozi zobe, da boste začutili to vibracijo, kako se trese. No, gremo. Zdaj, ko smo že tole razklenili, bi ponovil Ošovo meditacijo. Ošova meditacija je pa hitro dišanje. Mogoče na vrst, mogoče na rok. Ošova meditacija se imenuje meditacija. Zdaj, ko niste na zadnji delavnici, veste, da je to kar napor. Mi bomo šli samo eno minuto tako. Ošajmo to po 10 minut. Da se vi pa 4 delov. Prvo je dihanje, drugo je sproščanje, potem je zopet hitro dihanje in sproščanje, tako da začutite, kako teče znotraj. Peto je pa zahvala. Hvala, da je vse držala. Tako da se bomo malo se razporedili, da bomo malo prostora, da bomo razporedili. Se ne bomo gledali živka, tako je, ja. Hitro, tisto ne bo zmogel, ne se usede. Tako da ne boste rekel, ja ne dokune, eno minuto pa. No, gledamo.
bomo se pa sproščali, ampak ne bo, ko boste zakričali, ne boste res vi, ne ampak res, da se čuti, da ste to vi. Skozi zvok se začutite. Ena vojska Juriša proti drugi. Upijejo Hura ali pa Juriš. Zakaj? Zvok ga že. Zvok ga že. No, zdaj gremo pa samo rahle poskoke, kot na peve. Tiskaj pa slabo, kako ti zalitri. Usedite se vsak na svoj stol in opazujte, sprostite se in opazujte, kako energija poteka. Sprostite se in opazujte, kako energija poteka. Kako gre po telesu, kako se počasi umirjate. Opazujte se, kako energija potuje po telesu.
Ste se umirili? Ste čutili, kako se počasi umirja, kako energija počasi gre v vse dele telesa. No, zdaj bomo pa še zaplesali. In se bomo zahvalili energiji, da nas je vodila skozi meditacijo. Vsak po svoje, kakor kdo lahko, kakor ima izraznosti v sebi. Ali je to valček, ali je tango, ali je angleški valček, ali je kolo, vse en kako. Samo začnimo. Dobro je. Zdaj smo naredili to dinamično meditacijo. Pa se malo posedimo, pa če ima kdo kakšno vprašanje. Da me vprašate, glede cele delavnice. Kakšno vprašanje. Glede dihanja, glede misli, glede vibracije, glasu. Marko? Nič? To je pa krasno. Dobro je, če poveste, na kakšne probleme naletite, ko trenirate. Jaz vem, da trenirate. Jaz vem, da imate probleme. Pa da mogoče včasih težko preidete to. Govoril sem o nadjazu. Nadjaz, ta, ko odgovarja, ko ga začutiš, to je vaš pravi jaz. To je tako, je v nas. Imamo pa mi še podaljšek, to se pravi, to je 7 čakr. Telo ima 7 čakr. Tole je 8 čakr. Gor je v biti srebrne zvezdice. In v te čakre vlečemo noter, si predstavljamo, da vlečemo svetlobo. In ko se začuti svetlobo vse, kdo jo bo začutil, lahko to svetlobo tudi vpraša. Če mu pove, da se lahko glas, in če se bo glasila, je to nadjaz. Morate pa, tako kot sem vam že povedal, starejši vsi veste, da ga preverite, da lahko je tudi ego se oglasi. Pa ja, da bo z istim glasom govoril, kot so vaše misli, kot takrat, ko si dajete komande. Zapirajo, da skrbite kakoli. Ko se ta oglas, ga vprašate, kje je sonček v nas? In če vam bo povedal, ker vsaka ima pa druge, vam bo ratar tam toplo. Je dokaj ste takaj oglas. Se ga
vaš nadjaz je pravzaprav k temu gremo pa nazaj, ko enkrat zapustimo telo. Če pa prej navežemo kontakt, je pa to prednost, ki jo imamo pred drugimi. Ljudmi, ko niso zavedali. Ko enkrat nadjaz začne govoriti, ga lahko vprašate, karkoli vam bo povedal. Ker to je jezero nemega znanja. Vse vas bo marsikaj zanimati, od začetka vas ne bo nič, se ne boste vedeli, kaj ga vprašate. Pa ga vprašate, kako mi je ne. Povedal. Pa ga lahko vprašate, da vam pokaže obraz, da se prikaže, da ga te lahko čutili. Tudi to je možno. Lahko vam pokaže tudi obraz. Ko se mi povežemo z nadjazom, smo pravzaprav tako popolni, kot govori ta knjiga. Ta knjiga govori, kako se povežemo. In v tej knjigi boste začutili prisotnost. Kaj je prisotnost? Prisotnost je energija. Ni samo v nas, ampak je vse okolje. Energija nam dela scenarije, da so taki, kot jih mi doživljamo. In ko to enkrat povežemo, se lahko začnemo s tem energijo pogovarjati. Če ste kaj, čitali, kar na glas. Zdaj smo svobodni ljudje. To je normalno, da se kaže. Zdaj se gled. Veste, če ste kaj gledali Nikolo Teslo, recimo, koliko pa so obvlada internet? Dajte roke vas. Te, ko imate internet, bojište od Nikola Tesle valove. Nikola Tesla se je pogovarjal s to energijo. In se tudi, in ko pridete v to polje, to, ko sem vam kazal, ko napnete to, ko hrano držaš, in ta hrana se vas vodi, vam bo ta hrana bolj teknila. Tudi, če je, kaj s tem, s pesticidi, bo izboljšan. Boljše pa take hrane čim manj jesti. Zato, ker, a veste kako, čim več strupa v sebe, to ne moreš. Tudi vodo je dobro, da jo prestrši. Ker v vodo dajo klor, pa tukaj enih dodatkov, da nam pa tole ažno čakro. Zelo paca. Tako da je zelo težko pride do tega, da ste jasni. Ker klor, pa te dodatki, pa naredijo kaj čez okno. In potem je to težko. Dobro je, če dobite studenčice. To je težko. Samo, da se pa, ene pa, vedla, 40 domov, pa bo ne vedno, saj ne piti. Kaj pa, če se to energijo, recimo, jaz imam eno knjigo, tam piše, da recimo daš v zeleno steklenico in nalijaš navadno vodo iz pipe in jo daš na sonce, cel dan, da jo greje. Jaz to delam že 2 leti
in jo potem piješ, dejansko je vsebina čist drugačna kot mislite, ker pobije, ja. Tako. Bioorganizme. Ta klor izhladi in zelena svetloba privlači. Ja, mora biti v steklenici, V steklenici, pa se štiriuje na sonce. Zeleni. Tudi plava ima svojo drugačno moč. Naj bo steklena, naj ne bo plastika. Ja, steklena, absolutno, zeleno steklo. To je boljš kot nič, ne? Ne, ampak je zelo dobro. Ja, je za pit. Ko pijejo ni, ko pijejo lahko ganges, ne? Ker daje na sonce, lahko pijejo to vodo. Je voda užitna. Še en način je, se pogovarjate z vodo in povem nekaj lepih besed, da jo imam rada in da počaka malo, da se spremenijo struktura atomov diapazona. Ali pa spodaj pod steklenico kot kozarec, da ste kakšno lepo besedilo napišete pa. Ja, tiste manj težni. Boljše da zbudite. Koliko časa žačeš vodo s hrano? A to časa, da začutiš to ščemenje? Začutiš, ko začutiš. Ko daš tako je roke. Ko začutiš, tam se nabere energija. Ko jo začutite, da je hrana vmes ali pa voda. To je že za vodo, kako že Gledaš vodo, gledaš roke. Gledaš vodo, vse nekako. Ti napneš, lahko ji pa govoriš še zraven. Koliko je uspanje. Dobro je, da govoriš o ljubezni. Ampak da to čutiš, ne samo da ti rečeš, ali pa da napišeš tiste vrstko. Boljše je, da izgovoriš, da čutiš to, kar rečeš. Energija gre tam, ko gledaš in roko moraš gledati, da dobiš povezavo med obema rokama, potem pa zadeva zlaufa. In tudi pri ponovno povezani je to isti vrak. Usmeriš na človeka in mu da daješ energijo. To je pa vsa umetnost pri ponovni povezavi. To je vse, kar sem te povedal. Sem to težko razumeti. Ja, pustimo Domančiča. Ja. Domančič je čisto redo povedal. Ja. Veste, tisto vodo, ko je Domančič skoraj vzel med roke, so na Jožefu Štefanu pregledali in je bila za 30% boljša kot pa prej. To so pregledali, to ni vodo, ni samo nekaj na tudi svoje. Ali pa ujeli kot to, taj rekel. To so na Jožefu Štefanu pregledali, samo niso usvojili. Niso usvojili. A z jezo kuhaš, ali pa z ljubeznijo? Če pa z ljubeznijo, to je drugač hrana. To so pa neverjetno moški. V glavnem, jaz sem vam to hotel povedati, da je od nas odvisen, kakšno hrano bomo jedli in kakšno vodo bomo. Malo pašte na to. Najvažnejše pa dihanje. Jaz bi šel zdaj še v točko, če ste za to, pa bomo še tole dal skozi, kot vedno. Postavili se bote takole.